Pozdravljeni, poslušate Triglav skladi Stockcast. Danes smo z vami Matjaž, Klara in Aleksander. Tema današnjega pogovora pa je FANG. FANG je kratica za podjetja Facebook, ki se je preimenoval v Meta Platforms, Apple, Amazon, Netflix in Google, ki se je preimenoval v Alphabet. Kratica se je prijela zaradi izjemnih uspehov teh tehnoloških orjakov in moči njihovih blagovnih znamk. Prepričan sem, da nas večina uporablja storitve in digitalne produkte, ki jih ponujajo ta podjetja. Navsezadnje se je tem podjetjem res uspelo zapisati med glavna imena naših gospodinjstev. Brez njih pa si je že skoraj težko predstavljati moderni svet. Tem podjetjem je uspelo presenečati z inovacijami, dosegati nadpovprečno rast prihodkov, izkoriščati mrežne učinke in veliko vlagati v nadaljnji razvoj ter držati visoko aktivnost na področju prevzemov. Podjetja so znana tudi po tem, da uspejo privabljati najboljši kader in ljudi iz celega sveta. Meta Platforms, Apple, Amazon, Netflix in Alphabet so predstavniki tako imenovanih platform, ki na učinkovit način povezujejo in agregirajo ponudbo in povpraševanje. FANG podjetje so med podjetji, ki jim je pojav in razvoj mobilnega interneta pravzaprav najbolj koristil. Danes imamo v družbi Sašota Ivanoviča, direktorja področja upravljanja investicijskih skladov. Sašo pokriva področja, kjer se nahajajo tudi FANG podjetja. Pozdravljen, Saša, dobrodošel v naši družbi. Pozdravljen. Sašo, lepo pozdravljen. Hvala lepa, sem vesel, da sem z vami. Torej, danes govorimo o teh podjetjih, ki sestavljajo to kratico. COVID-19 je za nami, trenutno je najbolj aktualna tema vojna v Ukrajini in dvigovanje obrestnih mer v Združenih državah. Prepričan sem, da si spremenil mnenje glede FANG podjetij, ki si ga imel pred korono, med korono in sedaj po koroni. Zanima me, pri katerih podjetjih si ga spremenil. Jaz sumim, da zagotovo Netflix in morda tudi Facebook. Res je, Netflix in Facebook sta morda tudi podjetji, ki v zadnjem času vidimo zgubljata najbolj na vrednosti. Eno zaradi različnih tožb, protimonopolnih tožb, tudi zaradi vprašljivosti njihove nove smeri razvoja. In pa seveda Netflix, ki kot platforma sedaj izgublja s tem, da se pojavlja veliko konkurence z dobrimi video vsebinami in morda ni več ravno vodilni ali edini na svojem področju, ampak mu za vrat diha močna konkurenca. Tudi izgubljajo naročnike zdaj, ko se je končala ta pokoronsko recimo obdobje, ko se je začelo, so tudi naročnine začele upadati in seveda vse to za sabo potegne vprašljivost napovedovanja oziroma napovedi prihodnjih denarnih tokov. Sašo, nam lahko plastično razložiš, zakaj so višje obrestne mere škodljive za IT sektor? Ja, bom probal res zelo po domače to povedati. Ko se ocenjuje vrednost nekega podjetja, je ta sestavljanje z tako sedanjega poslovanja kot prihodnjih denarnih tokov. Bom dal en primer. Če prihodnje poslovanje diskontiramo na današnjo vrednost po ničelni obrestni meri, je 100 evrov dobička v prihodnosti enako kot 100 evrov danes. Ko pa se obrestne mere dvignejo, pa teh 100 evrov, ki jih zaslužimo v prihodnosti, pomeni manj kot 100 evrov danes. Ker pa prihodnji denarni tokovi predstavljajo velik del ocenjene vrednosti tehnoloških podjetij, pri dvigu obrestnih mer pride do situacije, ko je prihodnje poslovanje vse manj vredno in torej pade tudi ocena sedanje vrednosti podjetja. Torej cene začnejo padati. Enostavno, nekaj, kar bo prihodnje, je danes vredno manj, zato ker je obrestna mera višja. In to je ponavadi posledica dvigovanja obrestnih mer na visoko vrednotena podjetja z visokimi rastmi. Kaj potem meniš, da bojo zdaj vrednosti podjetij padle, glede na to, da se je obresti zvišale? So napovedi. Če se bodo obresti zvišale za več, kot se sedaj pričakuje, lahko pričakujemo še nekolikšen upad vrednosti. Moramo pa vedeti, da ne glede na to, kje so obrestne mere sedaj, vse temelji na pričakovanjih. Se pravi, v pričakovanju je že vgrajeno recimo 6 do 7 dvigov obrestnih mer v Ameriki, tudi dvigovanje obrestnih mer v Evropi in ta pričakovanja so že vgrajena v cene delnic, zato lahko rečemo, da je velik del padca, ki smo ga videli, posledica že teh ukalkuliranih teh pričakovanj. Se pravi, na koncu bo odvisno samo, ali bodo dvigi obresti še večji, kot jih danes pričakujemo, ali bodo manjši. Če bodo manjši, kot se danes pričakuje, lahko vidimo celo obraten trend, ponovnični zagon, bom rekel, tehnoloških podjetij in prevlado v smislu donosnosti nad donosnostjo trga. Sašo, FANG podjetja so med največjimi podjetji na svetu.
Delno je to mogoče posledica tega, da za nami je večletno obdobje nizkih obrestnih mer, ampak bi izpostavil še kakšne razloge, še kakšne skupne točke, ki jih imajo omenjena podjetja, zakaj so postala tako velika? Ja, zdaj, kot sem rekel, če se vrnemo mogoče na sam termin funk, tega smo lahko prvič zasledili pri bivšem head fund managerju, pa legendarnemu televizijskemu voditelju Jimu Cramerju, ki vodi Mad Money Show na mreži CNBC. Ta termin se je pojavil recimo okrog leta 2012, se pravi 10 let nazaj. Termin se je pojavil pa kot hvala podjetjem, ki so popolnoma dominantna v svoji dejavnosti. Se pravi, tle en del odgovora, zakaj tolikšna rast v tem obdobju. Bila so podjetja, ki so bila popolnoma dominantna v svoji dejavnosti. Pozneje v letu 2017 se je temu terminu šele pridružilo tudi podjetje Apple, tako da imamo zdaj FANG z 2 A-jema napisanih. In teh 5 podjetij poleg svoje splošne prepoznavnosti hkrati spada tudi med največja podjetja na svetu. Velikost teh podjetij pa je posledica izjemnih stopenj rasti prodaje in profitabilnosti, tehnoloških inovacij ter ogromne baze strank in s tem povezanega tako imenovanega network efekta, ki smo jih omenili že na začetku. In to so tudi neke skupne točke FANG podjetij. Definitivno je vplivalo na samo rast, na velikost tržne kapitalizacije tudi zniževanje obrestnih mer, iz enakega razloga, kot sem prej rekel, da dvig obresti vpliva negativno na vrednost podjetja, tako znižanje obrestnih mer vpliva pozitivno, ampak tu govorimo predvsem o vrednotenjih. V smislu samega poslovanja teh podjetij pa njihovo poslovanje z obrestno mero ni imelo zelo veliko skupnega. Oziroma ni bilo odvisno samo od nivoja obrestnih mer. A bi se strinjal, da so imela FANG podjetje zaradi nizkih obrestnih mer lažji dostop do kapitala, kar je pomagalo pri financiranju določenih projektov, pri generiranju rasti? Dostop do kapitala je ena stvar, ampak če pogledamo ne samo ta podjetja, ko so obrestne mere nizke, praktično celotno gospodarstvo dobi nekaj od tega, da ima cenejši dostop do virov, se bolj lahko zadolžuje, hitreje raste. Na splošno pa je za tehnološka podjetja značilno, vsaj zdaj v zreli fazi, da niti niso tako zelo zadolžena, ker generirajo močne proste denarne tokove. Je pa res, ko je neko podjetje v neki zagonski fazi, ko potrebuje kapital za svoj razvoj, je pa sigurno lahko dostop do kapitala lažji v fazi, ko so obrestne mere nizke in ko je denarja na trgu veliko. In temu smo bili priča seveda zadnjih 10 let z stimulacijami centralnih bank. Denarja je bilo res v izobilju, obrestne mere pa rekordno nizke. Ampak morda za ta venček podjetij, o katerem govorimo danes, teh zadnjih 10 let niti ni bilo tako relevantnih za vidika pridobivanja kapitala. Pri katerih tehnoloških gigantih pa ostaješ najbolj optimističen? Ali pričakuješ, da se bo kratica FANG v prihodnje morda spremenila in izgubila kakšen N, kakšen F, pa pridobila kakšen T, B, torej Tencent, Baidu? Bomo videli Tang, bomo videli Bank. Kaj sploh še lahko dostavijo ta podjetja? Tang Bank se sicer lepo sliši. Jaz bom rekel, da bi kitajska podjetja bi zaenkrat izključeno iz kratic. Če pogledamo, da je skupni faktor FANG podjetij popolno dominantnost v svoji dejavnosti, je seveda možno to prevlado tudi izgubiti. Če pa podjetje sprejme napačne poslovne odločitve ali pa če se na trgu pojavijo drugačni trendi. In kot smo že omenjali, trenutno manj predvidljivi so ravno trendi na področju socialnih omrežij, kjer lahko praktično čez noč postane neka druga platforma tako popularna, da ena platforma popolnoma izgubi svojo zanimivost. Pa zelo konkurenčne postajajo tudi pretočne platforme, kjer deluje Netflix. Z tega vidika sta ti dve podjetji morda še najbolj zreli za vprašaj, najmanj pri tej kratici, ali so še vedno neki lideri na svojem področju. Ta ranljivost se v zadnjih mesecih odraža tudi v ceni delnica. Če bi dodali črko T, bi jaz verjetno raje govoril o Tesli in ne o Tencentu, saj pritiski kitajskih regulatorjev zavirajo naravni potencial nekaterih kitajskih podjetij. Jaz bolj razmišljam še o črki M, kot je Microsoft, ali evropskemu A, ASML Holding. Lahko bi pa, če bi dodali recimo Microsoft, pa so nam všeč kratice, dobili kratico MAMA, samo ena je MAMA, in bi imeli potem Microsoft, Apple, Amazon, Meta in Alphabet.
Trenutna tržna kapitalizacija največjega podjetja na svetu, Apple, je približno 2,5 bilijona ameriških dolarjev. A misliš, da lahko v prihodnje pričakujemo pojav podjetij, ki bodo imeli še višjo tržno kapitalizacijo? 5 bilijonov, 10 bilijonov, je to sploh mogoče pri tem mnenju? Trenutno se nam sicer neke še večje številke zdijo zelo težko dosegljive, tam 5-10 bilijonov se marsikomu zdi zdaj to nepredstavljivo. Če pogledamo zdaj tržno kapitalizacijo vseh 5 podjetij v kratici FANG, je ta trenutno znaša okrog 6,8 bilijona dolarjev. In ta podjetja skupaj predstavljajo okrog 14% delež v ameriškem borznem indeksu MSCI USA. S tem, da dobrih 6 bilijonov vrednosti podpade samo na 3 podjetja, Apple, Amazon in Alphabet. Netflix pa zaradi močnega padca je postal v bistvu v tej družbi pravi malček z samo 166 milijardami dolarjev kapitalizacije približno. Zdaj te napovedi od 5-10 bilijonih vrednem podjetju se v tem trenutku zdijo sicer preoptimistične, ampak kaj bi si mislili, če vam povem, da je bilo največje podjetje pred 10 leti Apple vredno 500 milijard dolarjev in si nismo mislili, da bo v tem trenutku krat 5 rast njenega tečaja oziroma tečaja te delnice. Ne? Številko 5 ali 10 bilijonov so dosegljive, verjetno pa bo vmes preteklo kakšno desetletje. Kjer bo to največje podjetje čez 10 let, je pa trenutno težko napovedati. Predvidevam, da bo šlo za tehnološko podjetje, ker danes vodilna podjetja so lahko tudi jutrišnji poraženci. Se pravi, ne vemo, ali bo Apple še ostal tržni vodja naslednjih 10 let, lahko da bo to neko drugo podjetje. Definitivno bo pa to podjetje, ki bo izkazovalo izjemno močen tehnološki razvoj in napredek. Ne. Kot zanimivo še drugo, v drugo skrajnost, če povem, je pa bilo največje podjetje pred 15 leti ExxonMobil z približno 500 milijardami kapitalizacije, pa jih ima danes le še dobrih 330 milijard dolarjev. Se pravi, da v 15 letih je v bistvu tržna kapitalizacija podjetja padla, ne zrasla. Ne. Kakšna pa je po tvojem mnenju verjetnost, da bo enkrat največje podjetje na svetu evropsko podjetje? Trenutno so FANG podjetje, ameriško podjetje. Ja, na mestu je vprašanje, zakaj v bistvu v Evropi ni takih podjetij. V ZDA je precej lažje začeti posel z velikim ali pa z večjim obsegom kot v Evropski uniji. Če pogledamo, to že izhaja iz zgodovine, že pred nastankom Evropske unije je bila konkurenčnost in tekmovanje med posameznimi državami veliko, še danes pa se srečujemo ne s povsem enotnim trgom. V vsaki državi imamo nekoliko drugačno zakonodajo, drugačne pravice na trgu dela, vse to terja pa zelo veliko administrativnih naporov za osvajanje trga. Razdrobljen je tudi trg raziskav in razvoja, pa težje je pritegniti človeški kapital in zunanje investicije. Velike so geopolitične neenakosti, pa tudi ni enotnega jezika, tudi to predstavlja veliko bariero. In vse to so nekako zgodovinski razlogi, zakaj evropska podjetja niso uspela biti tako močna ali pa tako prevladati kot recimo ameriška. Kljub temu pa je uspelo tudi nekaterim evropskim podjetjem. Nam je vsem znan švedski Spotify, ki je lider nekako na pretočnih vsebinah za glasbo. Sicer to podjetje še danes ne deluje ravno z dobičkom in deli podobno nihajnost ali usodo kot Netflix. Uspelo pa je tudi podjetju, ki je manj poznano širši javnosti, zato ker so njegove stranke druga podjetja. Tukaj gre pa za največjega evropskega proizvajalca strojev za proizvodnjo čipov ASML Holding. Gre tudi za največje evropsko tehnološko podjetje in ja, to podjetje bi tudi lahko vključili v skupino podjetij, pred katerimi je še zelo močna rast v naslednjem 5 do 10 letnem obdobju. Kaj pričakuješ v prihodnje glede regulacije tehnoloških podjetij? Bomo lahko priča scenariju, kot je bil na Kitajskem, kjer so začeli močno regulirati kitajske digitalne platforme ter začeli ščititi podatke kitajskih državljanov ter pravice potrošnikov? V mislih imam spletni trgovini Google Play in Apple Store, njihov monopol in provizije pri prodaji digitalnega blaga. V Južni Koreji so jih že začeli regulirati. Ja, scenarij na Kitajskem je bil res bolj ekstremen, nekako v protislovju s programom komunistične partije, da Kitajska postane tehnološka velesila številka 1 do leta 2025. Tam se tehnološka podjetja dejansko so začela ogrožati nekatera temeljna prepričanja in vrednote, v katere verjame oblast.
Zato je tudi nastopila tako močna regulacija, ampak jaz mislim, da se pretirana regulacija ne more izkazati za dobro, zato ker ubijanje podjetniškega duha pač upočasnjuje razvoj in temu primerno zavira rast. Podjetja iz FANG skupine so tudi bila že deležna protimonopolnih tožb, pri čemer prednjačita Meta Platforms in Google, ki trenutno kontrolirata okrog 80% tržni delež digitalnega oglaševanja. Nemalo očitkov pa je bilo tudi na račun Apple in Amazona. Evropska zakonodaja recimo je že uzakonila varovanje osebnih podatkov in potrošnika, pa se mi zdi, da kot je to dostkrat pri evropskih regulativah, je to povzročilo predvsem veliko dodatne administracije pri podjetjih. Tako da meni se zdi, da regulacija bo prisotna. Po eni strani se tudi vlade bojijo ogromne prevlade tehnoloških velikanov, ampak zaenkrat, vsaj kar se tiče v Ameriki, tudi v Evropi, ta podjetja z svojo ekipo odvetnikov hitro najdejo nek bypass, kako prideti okrog zakonodaje in kako naprej nemoteno poslovati. Se pravi, v najslabšem primeru so se zgodile tožbe, par milijardne odškodnine, ki pa jih tem podjetjem ni bilo težko plačati. Ko smo že izpostavljali tehnološka podjetja, pa me zanima, a je varno, da glede na to, da so vsa tehnološka podjetja, ki smo trenutno izpostavljali, da so uspešna, a je varno, da imamo večjo izpostavljenost v portfelju do teh podjetij? Ja, zdaj en tak šolski primer, ki ga vedno govorimo, je, da varnost in donosnost ne gresta skupaj, vsaj ne na kratek rok. V zadnjih mesecih smo bili priča recimo močnim popravkom na borznih trgih, ki niso le posledica ukrajinske vojne, pri čemer so mnoga tehnološka podjetja nadpovprečno izgubljala tudi že pred samim napadom na Ukrajino. Predtem pa so v zadnjem desetletju obeležila močno nadpovprečne donose tehnološka podjetja. Tako da, kdor nima želodca za velike nihaje, je bolj priporočljiva večja razpršitev premoženja kot samo, bom rekel, v tehnološka podjetja. Sam osebno pa mislim, da je za dolgoročnega vlagatelja bolje imeti v portfelju več, bolj obtežen delež tehnoloških podjetij, ker pričakujem, da bo v tem segmentu nadpovprečna rast prihodkov in dobička in da se bo to dolgoročnemu vlagatelju tudi rezultiralo v nadpovprečnih donosih. Seveda pa mora biti pripravljen na večja nihanja na kratek rok, to pa gre z roko v roki. Pa mogoče daš poudarek na podjetja, ki stremijo k ESG-ju? Ja, ESG ocena podjetij je sestavljena iz 3 vidikov: okoljevarstven, socialni in upravljalski. Ali če rečemo po angleško Environment, Social Governance, to je v bistvu kratica ESG. Včasih lahko nekdo zmotno misli, da gre le za skrb za okolje, čeprav je na okoljskem vidiku morda največji poudarek. Sama narava skupine FANG podjetij je taka, da ne gre za kakšne velike onesnaževalce okolja, vsaj ne neposredne. Z vidika upravljanja podjetij jim tudi ne moramo prav veliko očitati, saj corporate governance dober. Včasih pa je recimo pri ameriških podjetjih bolj vprašljiva socialna komponenta. Če gremo kar direktno k ocenam, ocene ESG rating agencije MSCI pri teh 5 ponudnikih variirajo od enojnega A pri Apple do enojnega B pri Meta Platforms, ostali imajo dvojni ali trojni B. Se pravi, da ne gre ravno za vodilne igralce na ESG področju, so pa nekje v povprečju. Tako da prednjačijo na splošno pri ESG, na ESG področju prednjačijo predvsem evropska podjetja, zato ker jim tudi zakonodaja evropska nalaga določene zaveze. In Amerika je tukaj, dajmo tako reči, še kar nekaj zadaj. Bojo morali še veliko narediti, da dosežejo tako raven, kot jo imamo trenutno v Evropi. Katere tehnološke podskupine pa misliš, da bo v prihodnosti zaznamovala ta sektor tehnološki? Jaz vidim prihodnost tako, da brez polprevodnikov ne bo nobenega napredka, ker se te praktično so potrebni v vsaki elektronski komponenti, ki se danes izdela. Se pravi skupina polprevodnikov. Na drugem mestu pa bi omenjal proizvajalce programske opreme, pa ne samo za računalnike in telefone, ki jih vsi poznamo in uporabljamo, ampak tudi za segment Internet of Things, torej za programiranje strojev v industriji, za pametne domove in podobno. Se pravi, 2 podsegmenta bi izpostavil dolgoročno, software pa semiconductors. Res misliš, da bo to še 10-15 let naprej, da bo sta te 2 industriji nekako prevladale v indeksu?
Vsaka pametna komponenta, ki jo danes sestavljamo, potrebuje bistveno več čipov, kot so jih potrebovali komponente včasih. Če pogledamo samo pametne avtomobile oziroma električne avtomobile, ne pametne, potrebujejo že 2-krat več polprevodnikov, kot so jih potrebovali navadni avtomobili. Se pravi, en avto električen krat 2 število polprevodnikov. Če bomo k temu dodajali še avtonomno vožnjo, lahko razmišljamo o 4-kratnem povečanju polprevodnikov za avtonomno vožnjo. Tudi pri ostalih komponentah, pri novejših telefonih, računalnikih, pri pametnih domovih, pri industrijski proizvodnji se potrebuje vedno več in več polprevodnikov za to, da nekaj avtomatiziraš. In trend gre v bistvu brez posebnega razmišljanja, bo moral iti v močno povečanje teh polprevodnikov. Kaj bi lahko edino bilo zavora nekemu ekstra profitom, da se enostavno kapacitete za izdelavo polprevodnikov do te mere povečajo, da v eni fazi začnejo polprevodniki izgubljati na ceni oziroma da profitne marže začnejo padati. Tukaj bi lahko bila nevarnost, ampak zdaj v nekem krajšem srednjeročnem obdobju, rečemo do 5 let, še ne vidim te nevarnosti, da bi bila poplava polprevodnikov na trgu, ampak prej vidim pomanjkanje. Za software pa enako velja, praktično vsak industrijski proces mora biti podprt s programsko opremo, če gre za pameten proces. Pametni domovi rabijo zadnje delovanje nekatere opreme in tudi tukaj pa še razvoj šel v ta model, subscription-based model, ki v bistvu generira naročnine in s tem zagotavlja prihodnje denarne tokove kontinuirane in je v bistvu s tem so tudi ta software podjetja tako zaživela, trend se pa seveda te rasti še ni končal. V eni od prejšnjih epizod smo se pogovarjali o metaverzu. Kako bodo po tvojem mnenju podjetji skupine Fang pozicionirane v primeru, če se bo metaverz res razvil in bo postal oziroma bo nadomestil mobilni internet? Ja, podjetja Fang so že zdaj na nek način digitalni, če pogledamo Facebook, je pač on nekako se trenutno smatra za liderja oziroma Meta Platforms za liderja na metaverse področju. Google iz naslova digitalnega oglaševanja že sedaj pobira dobre denarje, zdaj Apple kot proizvajalec in opreme in verjetno določenih aplikacij v svojih Apple Storih tudi lahko dobro participira pri tem. Za Netflix nisem ravno prepričan, kako bi metaverse in pretočne vsebine lahko šle skupaj. Za ostala podjetja pa lahko rečem, da so vsa nekako dobro pozicionirana. Okay, še Amazon je tukaj, ki razen morda teh oblačnih storitev v oblaku, morda sama ta trgovina, nakup ni neposredno vezana na metaverse, lahko se bo pa zgodilo, da bi v metaversu lahko tudi nakupoval preko Amazona določene izdelke. Tudi to bi bila možna pot. Tako da, če se bo metaverse enkrat zares prijel in postal mainstream, če temu tako rečem, glavna pot bodo definitivno vsa podjetja, ki jih tukaj omenjamo, lahko participirala na donosu. Razmišljanja o recesiji so se ukrepila zaradi trenutnega surovinskega šoka. Bi sektor IT kljub zviševanju obrestnih mer lahko predstavljal zanimivo naložbeno priložnost ob morebitni recesiji? Za sedaj v recesiji še ne razmišljam, čeprav se verjetnost takšnega scenarija zaradi vojne v Ukrajini pa inflacije povečuje, je pa še vedno nizka. Če bi se pa v recesiji znašli, bi bil to ponavadi dober vstopni trenutek za nakup tehnoloških podjetij. Izhod iz recesije je navadno pospremljen z monetarnimi stimulacijami in gospodarskim zagonom, to pa je okolje, kjer tehnološki sektor prosperira. Večji problem bi za tehnološka podjetja predstavljalo okolje visoke inflacije in stagnantnega gospodarstva, znan pod terminom stagflacija, saj se v takem scenariju kupna moč potrošnika manjša, denar pa mu ostaja le za osnovne potrošne dobrine. Obrestne mere so visoke, kar znižuje vrednost tehnoloških podjetij in nekak scenarij stagflacije vidim kot bolj problematičen kot hitri šok, recesijo, ker ponavadi potem iz tistega nivoja v bistvu izidejo tehnološka podjetja ven kot zmagovalci pozneje. Zdaj, ko se pogovarjamo o tehnoloških podjetjih, razmišljam,
Kje je sploh meje med tehnološkim podjetjem in netehnološkim podjetjem? Je mogoče zdaj precej manjša razlika med tema dvema skupinama, kot je bila v preteklosti. Res je, za dodatno zmedo je tlele poskrbel še MSCI, ki je svojo klasifikacijo spremenil in je dal podjetja, kot so Facebook oziroma Meta Platforms pa Google, denimo jih je dal v skupino Communications, skupino v bistvu sektor Communications, ki včasih bil rezerviran samo za telekome, in podjetje Amazon, ki v celoti nekako bazira na razvoju tehnologije, čeprav gre za internetno prodajo, je v sektorju specializirane potrošnje, med trgovce na nek način spada. In te meje so zelo zabrisane, še bolj kot so bile v preteklosti, ko je bila klasifikacija podjetij, tudi teh, ki so zdaj v drugih dejavnostih v bistvu klasificirane, bolj enotna, ne. Ampak, če se tudi od tega distanciramo, pa gremo pogledati na področje bodisi industrije, kot smo že prej govorili, Internet of Things, pametni stroj in tako naprej, že tudi kompletna avtomatizacija proizvodnje v industriji poteka s pomočjo tehnologije. Vidimo avtoindustrijo, avtonomna vožnja, spet podpora tehnologije zraven za razvoj avtomobilov. Tako da praktično se tehnologija zažira v vse pore, v vse dejavnosti, še pri stvarih, kjer mislimo, da se ne, bomo rekli, recimo prehrana, ne, greš v trgovino, kupaš koruzo, jabolko, karkoli, ne. Gre tudi za kmetijstva, že uporabljajo programske opreme in algoritme za čim bolj optimalno pridelavo kmetijskih pridelkov. Tako da praktično najdemo v vseh porah našega poslovanja podporo tehnologije, ki izboljša produktivnost, izboljša učinkovitost. Čeprav smo zdaj priča višji inflacije, v preteklosti je bila situacija drugačna in je bila inflacija relativno nizka, ne glede na to, da so imeli centralne banke relativno spodbujevalno politiko. A se strinjaš, da eden od razlogov, zakaj je bila inflacija nizka, oziroma relativno nizka, tudi razvoj tehnologije? In z tega vidika je naslednje vprašanje, kakšno je tvoje mnenje, bomo tudi v prihodnje videli to povezavo razvoj tehnologije, nižja inflacija? To je možno v primeru, ko ne gre za omejene resurse. Recimo tokratna inflacija je bolj spodbojena z omejitvijo dostopa do nekaterih resursov, tega ti tehnologija zaenkrat še ne more rešiti. Je pa dejstvo, da če se produktivnost izboljša, pomeni, da imaš višje, se pravi dve stvari sta možni, ali imaš višjo profitno maržo, ali znižaš ceno za to, da lahko še več prodaš. In tudi verjetno je bil en del vpliva tudi na zniževanje nekaterih cen, zato ker je bila pač učinkovitost pri proizvodnji toliko večja. Ni pa to osnovni razlog, še vedno moramo vedeti, da inflacija do zdaj ni uspela biti spodbojena, zato ker je bilo v izobilju dejansko vsega, ne. Potrošnja pa ni bila tako visoka in bolj smo se trudili v zadnjih letih spodbuditi potrošnjo za zniževanjem obrestne mere in sedaj, ko je potrošnja končno močna, je pa omejenost nekaterih resursov in zato prihaja do inflacije. Jaz pa verjamem še vedno, da proizvodne kapacitete in dostop do resursov se bo uredil v naslednjih letih in temu primerno je še vedno osrednji scenarij tudi padec inflacije oziroma zniževanje tja proti ciljni ravni 2%. Verjetno bomo pa rabili nekaj let, da pridemo do tja. Hvala ti za tvoj čas, Sašo, lepo, da si bil danes z nami. Hvala, Sašo. Sašo, hvala lepa. Hvala tudi vam za vaš čas in ker ste me povabili v studio. Dragi poslušalci, dragi poslušalke, kot vedno vas moramo opozoriti, da podcast, ki ga poslušate, je informativne narave in ne predstavlja investicijskega priporočila oziroma investicijskega svetovanja. Je splošne narave in ne mora upoštevati investicijskih ciljev, finančne situacije in potreb posameznega poslušalca.